Kaj bom pa jaz danes pila? Tole sem pa navdušena. Med svojim potovanjem po Aziji sem namreč ugotovila, da imajo tam, kako ne rečem, veliko sadežev, ki jih mi nimamo. In tudi zgolj in samo v Aziji, recimo jaz jem banane. Tukaj me ne spraviš, nikoli ne pojem banane, ampak v Aziji tam pa recimo jih imam rada njihove različne sadeže. In slišala sem za en sadež, mangostin, vse tako so mi rekli, za katerega sem slišala en kup enih takih in drugačnih stvari. Tam sem ga tudi videla in povedali so mi ogromno stvari, ampak pol na koncu sem že mislila, da je to že zdaj tam bluzijo pa pretiravajo vse skupaj. In ko sem prišla v Slovenijo, sem na to pozabila. Pol so me pa kolegice mjavkice opozorile, da pa vendarle je to en tak kar big deal v Sloveniji in da ga je moč dobiti tudi tukaj. Evo, danes bomo govorili o tem sadežu, o tem darilu narave, o mangostinu, ker mjavkice so mi povedali, da v Sloveniji tudi obstaja gospod, ki o tem zelo veliko ve in ne samo, da zelo veliko ve, zelo je tudi raziskav in veliko informacij pridobil tudi o samih študijah in vseh ostalih stvarih, pa še njegova žena je zdravnica, tako da ima sploh pogled. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobrodošli. Evo, mangostin bova danes pila, s tem bova nazdravljala in ja, prej sem ga že mal, 30 ml, ne? Vsaj 30 ml. Vsaj 30 ml. Povejte mi, zakaj je mangostin tak nenavaden sadež, pa zakaj ga na tržnici ne moramo dobiti? Predvsem mangostin ni nenavaden sadež, je pa sadež dejansko, ki v Sloveniji ni dovolj poznan. Predvsem pa je to, zakaj tudi ni tako poznan, gre dejansko za zelo drag sadež. Kila? Ja, kila se giblje tudi med 15 in 25 evri in dejansko je to za kilogram in dejansko gre za enega najdražjih sadežev na trgu. Pa se ga sploh na tržnici da dobiti? Na tržnici ne, občasno se ga je dalo dobiti, se ga dobi v kakšnem večjem nakupovalnem centru oziroma v trgovski verigi. Ok, ampak kako je pa zdaj prišel v to obliko, da ste ga vi meni prinesli v steklenici? A ste ga stiskali doma prej? Poglejte, zgodba je zelo dolga, zanimiva. Glede na to, da že sam tudi dolga leta hodim v Azijo in sem dejansko tudi ta sadež poznal, ampak nikoli se nisem v njega poglobil, glede na to, da je na trgu ogromno različnih eksotičnih sadežev. In nekega dne me kolega iz Italije priporočal en produkt, en sadež v obliki soka, mangostina, in jaz sem se navdušil, glede na to, da bi naj ta sok res dejansko imel res odlične učinke na zdravje ljudi. In takrat smo začeli z uživanjem, predvsem sem začel doma in glede na to, da me je zanimalo, če ima kakšne učinke tudi na druge, glede na to, da sem sam takrat imel ravno težave, stalne težave z bronhitisi in s tem, sem ga ponudil tudi svojemu prijatelju, ki je imel pa hude težave z luskavico. To se pravi, sem rekel, poskus, mogoče ti pa pomagali. In dejansko smo začela midva to uživati redno in tudi doma družina in definitivno že po enem mesecu moram reči, ne samo, da sem se bolje počutil, tudi nehali so se ti stalni prehladi in bronhitis, kolegu se je pa začelo že po 2-3 mesecih izboljševati tudi luskavica. Kaj pa vaša žena prav, ko je doktorica? No, žena je bila zelo skeptična do tega, moram reči, in je na začetku rekla, daj mir, pusti to je spet neki larifari. Ampak glede na to, da je pa dejansko, glede na to, da smo ga vsi pili, je pa dejansko potem rekla, bom pa tudi sam s njo vprašal, naj malo pogleda glede tega, glede študij, glede vsega, kaj je to, je kaj res, je kaj na tem ali ni, in dejansko ko je začela pregledovati vse te študije, je videla, da dejansko gre za produkt, ki definitivno ima neko bodočnost in ki definitivno deluje. Se pravi, sok je to? Gre za sok iz mangostina. Me je pa zmotil nekaj. Mi smo takrat uživali ameriški sok in jaz si vedno zelo podrobno preberem tudi drobni tisk. Tudi če lupo treba vzeti v roke? Tudi. Takrat, če nisem glih tudi še zdaj, glavnem ne potrebujem očali in sem pogledal, me je zmotil to, da so ga reklamirali kot 100%. Ja. Ampak na deklaraciji je bilo jasno vidno, da gre za sok, ki ni 100%, ki ima dodane druge sadeže, ki ima dodane konzervanse in tudi dodane sladkorje. In sem rekel, sam sebi, glede na to, da pa z Azijo sodelujemo in da sem velikrat že bil
v teh krajih, zakaj ne bi sam poiskal tega produkta in da bi pripravili zgodbo, ki bi bila popolnoma čista in naravna. Se pravi, čistko. Ker to sem kar hotela reči, da jaz soka ne pijem. Jaz nisem soka kupila v življenju, enkrat ne. Jaz nisem v življenju kupila soka, teh, ki so jagoda, pa ne vem, kaj še vse. Sama se stisnem, če že, oziroma baziram kar bolj na vodi, ampak bojda, da tukaj ni konzervansov, pa ni sledil pa teh stvari. Ničesar v teh sokovih ni in dejansko vse analize in študije, ki jih imamo tudi narejene, to dokazujejo in dejansko gre za popolnoma naraven produkt, ki ga dejansko v času, ko ga odpreš, ga je potrebno tudi takoj shraniti v hladilniku in spiti v roku vsaj 10 do 20 dni, ker v nasprotnem primeru se pokvari. Produkt z konzervansi, vemo, da ga lahko imaš odprtega tudi mesec, dva ali več, pa ni doben problem. Kaj je tako pomembno, recimo pri... Zakaj to deluje? No, to me zanima. Zakaj tako? To je zelo pomembno vprašanje. Če pogledamo tudi sadež imamo s seboj, sicer sadež ni popolnoma svež, ker je izredno, če hočeš ohraniti svež sadež, je zelo kratka doba, da ga pripelješ iz Azije sem. In kaj so ugotovili pred 15 leti, so praktično šele ugotovili, da je sam sadež, da je največ antioksidantov. Bistvo tega sadeža so antioksidanti oziroma vsebnost raznolikih naravnih antioksidantov. In so ugotovili, da je največ antioksidantov v skorju oziroma v lupu, ki ga dejansko ne moreš užiti oziroma pojesti. In dejansko se poje samo sredica, ki je svetle barve in je podobna mandarini. In ko so to ugotovili, se je začela ekspanzija na tem področju. Tu so največ naredili Američani, pa tudi v azijskih državah je ogromno študij relevantnih, ki dejansko potrjuje vso to vsebnost antioksidantov in dejansko je na lestvici vseh teh po ORAC lestvici, če vemo, kaj je ORAC lestvica, ki označuje raven vsebnosti kisikovih radikalov. To se pravi, večja živila z višjim ORAC vrednostjo vsebuje večjo število antioksidantov in tu lahko vidimo na sliki, da dejansko mangostin med vsemi temi sadeži dejansko ima največjo ORAC vrednost. Se pravi 20.000, za njemu je pa pol tale acaj. In ostali sadeži. Normalno ne smemo pozabiti, da je v naravi ogromno začimb, recimo, ki ima izredno veliko število antioksidantov, ampak je problem. Ampak je problem glede zaužitja. Tam lahko zaužije zelo malo dozo, ker prevelika doza lahko že tudi škoduje. Jaz vam bom kar povedala, jaz sem danes veliko kurkume pojedla in sem šla zdaj lulati in je bilo čisto fluorescentno rumeno. Imeli smo problem našega prijatelja, ki redno uživa tudi ta sok, da je en čas prekinil in je začel s kurkumo, ampak je mislil, da lahko se tega tudi več uživa in je imel takoj težave. Dočim pri naravnem soku pač teh težav ni. Tlele ste mi prinesli tudi eno tako fino zloženko, kjer dejansko govori o vseh teh stvareh, dejansko zakaj ta sadež, kako tak sadež, a se da ta sadež vzgojiti tudi pri nas v Sloveniji? Žal ne, poskušali so že, recimo imamo primer, da bi naj poskušali to vzgojiti na Hrvaškem, ampak žal ni šlo, ker ta sadež potrebuje posebne pogoje za samo rast in za samo razvoj produkta. In kaj je zelo značilno za ta sadež? To je sadež izvira iz tropskega zimzelenega drevesa in bistvo tega je, da nikoli temperatura ne sme pasti pod 0 stopinj in morajo biti posebni pogoji. Potrebuje pa ta sadež 10 do 12 let oziroma drevo, da sploh prvič obrodi. Wow, to mora biti potrpežljiv. Zelo potrpežljiv. Kar pa mi nismo. Ne. In zraste v višino do 7 do 25 metrov. Predvsem je pa zelo pomembno nekaj. Ta sadež je popolnoma ekološki,
praktično nima nobenih naravnih sovražnikov, tako kot nima recimo pri nas nobenih naravnih sovražnikov kaki. Je tudi popolnoma naraven. Ja, kaki tudi je sadež bogov, ne? Tako. Temu pravijo pa kraljevi sadež, zato ker je angleška kraljica vsakemu, ki bi prinesel sadež mangostina, ponujala bogato nagrado. Bil je pa problem, da takrat še ni bilo letal in tega in dejansko sadež ni vzdržal te poti, da bi lahko ta sadež dobila. Kaj je pa bistvo vsega? Bistvo vsega so pa pri antioksidantih raznolikih, je pa to, da dejansko antioksidanti uničujejo proste radikale. Prosti radikali so pa povzročitelji praktično vseh bolezenskih stanj v človeškem telesu. In kaj to pomeni? Da dejansko z enim takšnim sokom zadostiš dnevne potrebe po vseh pomembnih antioksidantih v svojem telesu. In to je in dejansko dokazano preprečuje nastajanje številnih bolezenskih stanj in procesov, ki nastajajo. No in zdaj ste vašo ženo kar podučili glede teh stvari, pa oziroma se je sama, kaj pa danes pravi na to? Poglejte, mi vsi to redno uživamo in vsi smo res vrhunsko zadovoljni s tem produktom. Predvsem sem pa zadovoljen, ko vidim ljudi okoli sebe, ki dejansko imajo res odlične rezultate. Mi imamo ogromno zgodb, ki smo jih tudi že posneli, ki smo jih dali na svetovni splet in ta izdelek oziroma ta sok iz mangostina dejansko, tako je rekel dr. Templeman iz Združenih držav, človek, ki je naredil največ na področju mangostina in na področju raziskav, da ta sadež pomeni pravo revolucijo za samo zdravje ljudi. In mogoče en tak plastičen primer, ki je mi zelo zanimiv. Najbolj pomembna je preventiva. Ja. In ljudje se dejansko ne zavedamo, kako je to pomembno. En čist plastični primer, recimo en mali ogenček, ki se zaneti, ne? Ja. Ga je zelo enostavno pogasiti. Požar mora pogasiti ogromno gasilcev, ljudi in vsega in dejansko nastane pogorišče. Tako da bistvena je tu preventiva in jaz dejansko apeliram, dejansko se mi zdi to zelo pomembno, da ljudje vejo, da je takrat treba največ narediti za svoje zdravje, ko si zdrav. Ja, ker v večini primerov ljudje poskušajo takrat vse, ko že zbolijo. Tole pa tudi otroci lahko. Otroci lahko to uživajo že od 1 leta naprej, sicer 15 ml, drugače pa dnevna doza za ljudi, ki nimajo težav, 30 ml, za ljudi, ki pa imajo težave z zdravjem, pa se priporoča do 60 ml na dan. Glede na to, da je absorpcijska doba tega soka nekje 4 do 6 ur. Zdaj mi pa po pravici povejte, tle ni cukra noter. Kako ni cukra tle noter, če to je zelo sladko? Jaz sploh ne pijem sladkih stvari. Ta sadež, tudi na osnovi vseh analiz, ki jih imamo, ima izredno nizek glikemični indeks. To pomeni, da ta sadež lahko oziroma ta sok lahko uživajo tudi sladkorni bolniki, ki imajo tako tip diabetes 1, diabetes 2, praktično vsi, ker praktično gre za naravne sladkorje, ki ne vplivajo na dvigovanje sladkorja tudi diabetičnih bolnikov oziroma sladkornih bolnikov. Še enkrat bi pa poudaril, da največ tudi dejansko je bilo pa narejeni prav na rakavih celicah. In moram reči, da imamo tako lepe zgodbe tudi iz tega področja in dokazano te študije potrjujejo, da ksantoni, ki so samo v mangostinu, dokazano preprečujejo nastajanje rakavih celic in obenem tudi uničujejo že nastale rakave celice. Normalno ne gre za zdravilo, ne gre za čudež, ampak toliko je primerov, ki si jih lahko vsakdo pogleda tudi na spletu in kjerkoli, da dejansko veliko teh stvari res drži. In to potrjujejo tudi naši uporabniki in nas dejansko res... A ni to ta stvar, tale nek, kaj je že, motorje vozi, pa to mislim, da uporablja, ne? Ja, naš promotor je tudi svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser.
Glede na to, da so antioksidanti zelo pomembni tudi za športnike, tako tiste profesionalne kot tudi rekreativne, smo se mi tudi pripravili en poseben program za športnike, ker so antioksidanti dejansko zelo pomembni. Predvsem vidimo zdaj v zimskem času, kaj imajo športniki največje probleme z prehladnimi virusnimi obolenji. In mi imamo recimo med nami tudi zelo znano freeboarderko Evo Kralj, ki se je vrnila ravno z ameriške turneje, rekla, da dejansko razen nje so praktično vsi zboleli. In je rekla, odkar pije naš sok iz mangostina, praktično nima več težav po vseh teh zimskih centrih, ko smučajo, trenirajo in tako naprej. A bi lahko človek to stvar tudi psu, recimo, ali pa mačke? Vsekakor. Ja? Vsekakor. Zakaj ne? Isto pomaga na vseh nivojih. No, Predvsem pa, glede na to, da imam pred sabo tako prijetno damo, lušno. Hvala, ker ste opazili. Je zelo pomembno nekaj. Mi smo skupaj z našimi partnerji poskušali, smo rekli, pa zakaj ne bi mi še imeli kakšne kreme iz mangostina, ne? A res? In so neki začeli razvijati in so na koncu sami rekli, ne, tega ne bomo naredili. In smo vprašali, zakaj? Zato, ker je rekel, ker lepota dejansko izvira iz notranjosti. In dejansko z uživanjem raznolikih in številnih antioksidantov dejansko ohranjaš tudi zunanjo lepoto. Predvsem je to zelo pomembno pri ženskah, ne? Pri moških ni več to tako. Skoraj, ja. Res je. Ja. Kdaj bi bilo pa recimo najbolj zjutraj, zvečer, zvečer, kar jaz vem, ni fajn uživati sadežev, kakršnih koli. Poglejte, pri količini 30 ml ni to doben problem. Je glih vse glih? Jih lahko uživaš, kadar hočeš. Okay. Ampak najbolj priporočljivo, jaz moram reči, da iz svojih izkušenj, ko gledam, navadili smo se, da to spijemo vsako jutro, da je to pravi obred. Izjutri, da narediš kljukico, pa je, ne? Tako. In dejansko to je tisto, kar je zelo pomembno. No. Se pravi, katera stvar ste rekli noter, da je pravzaprav vzrok, zakaj je tu tudi, se tlele zdaj gledam, ksanton. Ksanton je ena od vrst antioksidantov. To so vse antioksidanti. In če vemo, da se v naravi nahaja 200 antioksidantov, ki so jih pač do sedaj uspeli najti, in da se v soku iz mangostina nahaja več kot 45 kvalitetnih antioksidantov, že to kar veliko pove. Aha, 45 jih je. Če pogledamo, C-vitamin je en antioksidant, ne? V sadežu mangostina jih je več kot 45. In to je zelo, zelo pomembno dejstvo. In kaj je zelo pomembno? To so, bom rekel čisto po domače, to so pomagači. In niso še uspeli narediti produkta v kemični obliki, ki bi lahko nadomestil naravni produkt. Ker dejansko samo naravni produkt omogoča absorpcijo v telo, v kri, in s tem povzroča dejansko tudi vse te pozitivne učinke. Tole vidim, Kevin Trudel. Kako in če to drži, preberite v njegovi uspešnici, ki je presegla prodajo 20 milijonov knjig, naravna zdravila, za katere oni nočejo, da bi vedeli. Ja, lejte, to je cel kup ljudi, ki so se zaljubili v ta produkt. Pač pa odpadejo določene stvari, ne? Kot farmakološki pripravki pa to. Glejte, to je naravna zadeva, ki dejansko z enim produktom rešuješ praktično vse težave. Iz prakse se ve, da se v naravi, da je narava tista, ki je znala poskrbeti za vse, in mangostin dejansko pričakuje v naslednjih letih pravo revolucijo na tem področju. Da bojo ljudje vedeli za mangostin, kot za aloe vero, a ne? Ja, aloe vera je nekaj druga. Aloe vera raste vse posod, ob glavni cesti, kjerkoli. Mi smo dole dobili en primer, če še na hitro povem. Imeli smo ene stranke, ki pač delajo v enem od laboratorijev slovenskih in so same naredile analizo na težke kovine. In mi sploh tega nismo vedeli, in na kar se praktično kompletni laboratorij včlanil v naš klub, ne? In smo rekli, zakaj? In potem so nam te študije predstavili in dejansko so rekli, da tako,
čistega produkta še dejansko niso videle, pa so testirale. Predvsem veliko je bilo testirano aloe vera in drugih produktih. Zanimivo. Najlepša hvala za vse te informacije. Evo, še en razlog več, da veste in da znova pritrdimo Hipokratovo misel. Hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.